Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, vi pa dobrodošli na portalu Info360 v današnji uri resnice. Z menoj sta Peter Gregorčič, Miran Videčič. Miran, Peter, lepo pozdravljena. Zdaj, rdeča nit oziroma tema današnje oddaje od Prednika do Prebiliča, ampak predno preidemo na Prednika in Prebiliča. Me zanima vajno mnenje, recimo, da na kratko pokomentiramo zdaj to odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Zorana Jankovića. To sta verjetno oba spremljala, ne? Zdaj je nekako uradno in vse pravne poti ljubljanskega župana so izčrpane. Zdaj velja neko uradno stališče KPK-ja, da je on nezakonito pridobil neko določeno premoženje. Mislim, da je nekaj manj kot 300 000 evrov. Ampak to se zgodi in zdaj v bistvu ni česa. Tudi dobenih pozivov, da bi Zoran Janković mogel odstopiti, ni česa. Kako, kaj, mislim, v čem je potem, in tudi njemu je očitno vseeno, ne? Zoran Janković, vseeno je medijem, vseeno je ljudem, nič. Kaj praviš, Peter? V taki državi živimo, ne? Če pravim akterjem neka odločba ni pisana na kožo, se jo pač pospravijo predali, nič se ne zgodi. Ne? In škoda, da sicer KPK je to objavil in mislim tudi KPK, jaz sem saj prišel do te sodbe preko spletne strani Komisije za preprečevanje korupcije. Ja, sej. Menim, da gre za zelo veliko zadevo, ne? Zelo pomembno zadevo za KPK, ki bi jo lahko komisija uporabila, da bi na njej gradila naprej, ne? Ampak zdaj, jaz sem imel nekaj upravka s KPK-jem, ne? In sem se veliko spraševal, a gre za politično motivirane kdaj zadeve, ker so bile ene res hecne. Ne? Pa to so zadeve iz leta 2012 že, ne? 2022. Ja, razumem, ampak vseeno, da pridem do tega, ne? In moj končni zaključek, veliko sem se o tem spraševal, je, ne? Da v bistvu za močne institucije pravne države rabiš imeti kompetentne posameznike. Ne? In žal imamo v naši državi na mnogih mestih neke uradnike, ne, ki niti ne gre za neko motiviranost, gre zgolj za nesposobnost. Ne? Žal. Ne? Ampak po drugi strani, kar pa zdaj gledamo, ne, pa dobiš nekje v nek pomemben organ, zdaj po dolgem bi izpostavil tukaj sodni svet, ne? Kjer dobiš kompetentne posameznike, ki se trudijo za tisto, da delajo tisto, kar verjamejo, da je prav, ne tisto, kar je dobro za neko politično opcijo, idejo, karkoli. Ne? In potem, kaj se zgodi? Avtoritarna oblast, kot je super kolumna profesora Jaubla o financah, ne, desant na sodni svet, ne, skočijo in poskušajo to institucijo zakonsko imeti. In v tem se mi v tej državi gibljamo. Na eni strani bodi si imamo nesposobne posameznike, ki se sami postavljajo na pladen raznim potem bodočim preiskovancem, ne. Ampak dejansko, ne, ker če imaš ti nesposobne, neprepričljive odločbe, ne, ta je bila izjema, očitno Klemenčič toliko je imela desnica proti njemu zapovedati, je ta postopek dober spelo, ne, ker to je iz njegovih časov, ne, sicer potem je Štefanec to samo obudil in sledil navodilu sodišča, ampak samo zgodbo, ne, to je zgodba Janković in Janša, ne. In zdaj vidimo, ta zgodba je dobila epilog in je stala in vsi napadi na Klemenčiča očitno so bili neupravičeni, ker je ta njegova zgodba prišla do Evropskega sodišča človekove pravice in zdaj tukaj politika, ki bo iskrena, leva ali desna, ne, si bo to priznala, da je takrat KPK to izpeljala korektno. In dokler v tej državi do tega ne bomo prišli, da na koncu, ko zadeva so izčrpana vsa pravna sredstva, ne, takrat pač je, tako to je, ne, ali nam je prav, ali nam ni prav. Žal, ampak hočem reči, meni je fascinantno to, da zdaj ni nobenih pozivov, da naj bi recimo Zoran Janković odstopil. On se ves čas skliceval, da pravni postopki še ni končani, pa da bo dokazal, da je pač vse šlo tako, kot je treba, ne z njegovega vidika in tako dalje, ampak zdaj je to izčrpal. Ampak seveda ni pozivov, ne? Zakaj ni pozivov? Ne vem. Ker imamo dva pola, to moramo preseči, ne, si pomogočemo Prebiliču še kaj govorili v tem kontekstu, ne, in levi pol ne bo pozivil svojih, da odstopijo, nikoli ni tega naredil, ne, ali pa je to naredil zgolj tako zelo zamikom, sramežljivo, da je sam pokazal neko svojo kredibilnost. Imamo desni pol, v isti zgodbi bil Janez Janša, ne. A bo desni pol zdaj pozival Jankovića, da odstopi v nekem kejsu, ne, v katerem istem kejsu je bil Janez Janša. Če v zadevi nista bili čisto podobni. Razumem, nista bili podobni, ampak glej, a veš, takoj dobiš nazaj porcije, saj ti si bil v isti zgodbi, ne. In skratka, v tem je problem, ne, zato mi ne moramo pričakovati politike, da opozivala nekoga, da odstopi politika, ker je to vedno politično držanje, ampak mi rabimo institucije ali pa neko stroko, ki bo tukaj stopila in bo rekla, glejte, ta zadeva je odlična. To se pa politika ne poziva, ne moramo pričakovati, da bo pozivala, ampak tudi medije, kako ste potem pa posledično. Mediji so žal v naši državi v koaliciji s politiko, zato smo tam, kjer smo, ne. Pač mediji kalkulira čez to, kdo bo naprej na oblasti, ker ta bo prinesel pogačo denarja in bo plačal plače, ne. Skratka, tukaj v tej državi resnično manjka neka
civilna družba, ki ni vezana na politiko, in ta civilna družba v tem primeru mora prihajati iz stroke, ne. Žal je tudi veliko stroke, s tem sem že zgovoril, vse, kar se dogajalo na RTV-ju, pa tako naprej, stroka se ni oglašala. Zakaj se ni oglašala? Mi smo imeli težavo spisati nekoga, ki nam pomaga iti na ustavno sodišče, ker je rekel, da bo izgubil svoj biznis. Ker tudi pravna stroka je enako kot mediji v koaliciji z politiko, vsakokratno politiko, ker od nje dobiva denar. Stroka se je oglašala, ampak na nasprotni strani takrat sicer, ne? Ja, dobro, ker računa. Se je več čas oglasil, ja. Ja, okej, ja. Ampak, tudi KPK ne zahteva vstop od Jankovića, recimo, ne? Tudi KPK ga ne? Zdaj, po tolikih letih, jaz to gledam približno tako, jaz sem mačkan bolj Je pa ironično, sem še to dodam, da je zgodbo na KPK-ju obudil predsednik KPK-ja Štefanec, ki je bil vidni član Jankovićeve Pozitivne Slovenije. Tako da vsaka stvar ima malo ironije. Jaz sem, kar se tiče Klemenčiča, malo bolj rezerviran. Jaz sem na te prehode iz politike na KPK ali pa obratno ali pa kakorkoli, mačkan sem rezerviran v neodvisnost takih predsednikov. Jaz mislim, da je takrat bila zadeva predvsem taka, da se je iskalo Janšo, našlo se je pa zdaj vidimo pa Jankovića. Da se je takrat iskalo bolj Janšo, našlo se je pa Jankovića, zdaj po toliko letih to vidimo. In mogoče lih ta primer kaže najbolj na vso to demagogijo in pa nepoštenje teh aktivistov, novinarjev, ulice, mnenjskih voditeljev levice, ker če so bili recimo še glasni pri zadevi Vučić, Jankovićevi, kjer so pravzaprav prali nekako svojo vest, kontra režimu Vučićevmu, so pa tukaj čist tiho. Pa je ta zadeva, če mene vprašaš, bolj usodna za Slovenijo. Mi imamo zdaj povezana je Slovenija. Izključno Slovenijo. Mi imamo zdaj jasno, da imamo župana, ki dobiva nek denar, pa se ne ve izvor tega denarja. Recimo tako, po domač povedan. To sicer vsi vemo, ne? Ja, no. Ampak zdaj to nekako dokazano. Sem na tudi tisto firmo je ta denar prišel, Kako je potem... Pa s tem, da se je to verjetno potem tudi dogajalo še naprej, oziroma se dogaja še zdaj verjetno. Skratka, tukaj je ta dokaz tega nelevičarstva v bistvu, ki se prodaja za levičarstvo, ker če bi se to dogajalo pred 50 leti, recimo bi bili taki politiki, ne vem, se jih bil po kantah metal. Na islandski model mi je recimo na glavo prišel iz tiste krize. Tukaj se pa ne bo zgodilo nič. Tle se bo pa zgodilo to, da bo Zoran Janković odplaval ta svoj mandat, če bo zdrav in živ. Seveda. Zdaj je spet napovedal. Potem bo verjetno spet držal nas v šahu z novo napovedjo. Če se bo odločil, da ne gre, bo verjetno... Maja prihodnje leto ne bi napovedal. Špekulira se v dveh imenih. Včeraj sem za enega slišal, ki mi je bilo zelo simpatičen, Dragič, bivši košarkaš, da bi ga Zoran Janković rad nastavil. Jaz mislim, da je bolj realno. Bojan Dragič? Za županskega kandidata. Tak je šel v penzijo, gor. Ta drugo je pa, ki je pa bolj realno, se mi zdi pa samo Logar. Skratka, Zoran Janković je kočevski medved, kar se tega tiče. Zoran Janković lahko dela izključno vse in tista deviza iz Stankovićeve oddaje na HTV-ju še kako drži. Čeprav tu na Evropskem sodišču očitno ni država. Evropsko sodišče pa ne priznava teh zadev, ampak poglej, tudi če se zgodi Evropsko sodišče, se ne zgodi pa potem odmev v Sloveniji, medijski odmev vsaj, KPK odmev vsaj, Jaz mislim, da bi tazga človeka treba pozvati k odstopu. To se pravi, ampak vsem, da to malo ponovimo, to je novico, imaš informacijo, da bi Zoran Janković... Lahko da je trač, ampak po nekih informacijah naj bi se tudi v to smer razmišljalo, ker seveda Zoran Janković, jaz mislim, da je tok, sploh s Prebiličevim vstopom v politiko, ki ne kaže tendence, da bi to turbofolk Golob Jankovićevo politiko prevzel in se ji podredil, bi lahko najdel naslednje leto, oziroma kdaj so volitve ljubljanskega. Mislim, da naslednje leto bi lahko najdel močnega kandidata, ki bi šel proti Zoranu Jankoviću. To se pravi, Goran Dragič, potem bi, kaj je tista njegova partnerka, Brazilka, Brazilka iz Amerike, bi postala, kaj? First lady Ljubljanska first lady, Dobro, no se to, mislim, ni prvič, da bi se Dragič tako malo on je že politično se aktiviral takrat pri podpori. Takrat je podpiral, se spomniš, Desusa, Javca in tako dalje. Zdaj, lahko da je to samo ideja Zorana Jankovića, lahko da pač od tega ni nič, ampak
Zanimivo se mi je zdelo, no, da včeraj mi je predvčerajšnjem na uho prišlo, da je tudi v to smer se razmišlja. Ker oni bodo pač iskali nekoga, ki je predsednik popularen. Vrhovnega sodišča je Miki, ne? Ljubljanski župan bi bil Gogi. Ja. To je fajn. Poglej, ja. Največji biznismen je iz Mrkonič grada, je Kaja. Tako da, lej. Dobro, zdaj predlagam, da gremo na, če boš kaj še dodal, Peter. Ne, samo to, da verjetno si želijo podžupana Logarja, ki ima verjetno ocenjuje, ampak ima težavo z izvodljivostjo. Mislim, glede on ima veliko težav. Pa tudi izkušnje ima s KPK-jem. Dobro, pa tudi te države očitno ni težave. Zakaj pa misliš, da ima težave? Je največji približek Jankoviću. Ja, ok, razumem. Vprašanje, ti moraš potegniti ljudi. In v tem kontekstu neko estradniško ime zagotovo lahko potegne, poleg tega estradniško ime nikoli nima političnih. To je športno ime sicer, ne? Šport je estradništvo. Biznis, ne. V bistvu, šport je estradništvo v resnici. To je del biznis šova. Drži. In tudi tak človek nima političnih izkušenj, kar pomeni, da ga veliko lažje upravljaš, daš mu tisto svoj odr, mu daš, ostalo pa peleš v zadnjo. Dobro, Kličko ni slab župan Kijeva, ne pravijo, ne? Pravijo, da ne. Ja, ne. Kličko, ne. Ampak vedo, dobro, bomo videli, no, to bo še, to bo zanimivo, ja. Dobro, gremo na afero Jani Prednik, no. Kako si ti videl to zgodbo s Prednikom? Mislim, mene je recimo osebno fasciniralo to, da zdaj pač po teh podatkih, ki dobivam, potem tudi zdaj mediji so, vidim, da afero zdaj zaključili, no, ampak zdi se mi zanimivo, ker Prednika poznam dlje časa, očitno je to nek človek, relativno mlad človek, politik, ki je živel na nek način neko dvojno življenje, ne? In tega očitno nismo opazili, ne? Ali pa včasih smo mogoče kaj stran pogledali, ko smo slišali kakšno informacijo, pa tako dalje, ne? To je ena stvar, ki se mi zdi nenavadno, kako je to možno, pa v Sloveniji, ker se vsi poznamo, da ti pelješ te zgodbe tako vzporedno lahko in se pač ne pride to tako uradno ven, kot je potem prišlo. In druga stvar, kako je po teh medijskih razkritih po njegovem, kako je bliskovito odstopil, celo kot poslanska ni redko, to se je, koliko se je spomnil, zgodilo samo še v primeru Pavleta Ruparja, ne? Ja. Jaz mislil, da bo odstopil kot vodja poslanske, nisem si pa mislil, da bo odstopil kot poslanc in kako se je naenkrat zgodba medijsko nehala, kada tega nikoli ni bilo, ne? Ja, zato, ker je pač odstopil, ne? Zdaj, če on ne bi odstopil kot poslanc, če je tukaj kaj na medijskih poročilih res, tukaj so prej začel kazenski postopek. In kot poslanc uživa poslansko imuniteto, o tem se je malo govorilo. Ne? In v tem primeru bi mogel državni organ, tožilstvo, oziroma tisti, ki bi začel kazenski postopek, sprožiti postopke v državnem zboru, da se državni zbor odloči, ali mu podeli poslansko imuniteto, ali mu ne podeli. Ne? In s tem bi on spravil ne samo SD v še večjo stisko. Sicer te zadeve se potem, malo sem šel na hitro gledati poslovnik državnega zbora, speljajo na zaprtih sejah, brez obrazložitve glasu, če je seja odprta. Zaprte seje so. Ja, verjetno zaradi, se pravi, oziroma glasuje se lahko na javni seji, čeprav se spomnim poslovnika, ampak brez obrazložitve glasu. A je ne glede na to, zakaj se zaprosi? Seveda, zato ker pač ne gre za delikatne zadeve. Tako jaz si to tolmačim, lahko tolmačim narobe. Ne? Ampak moramo to vedeti. On je bil poslanc, ki uživa poslansko imuniteto, poslanske imuniteti na koncu odloča državni zbor. In če on ne bi odstopil kot poslanc, bi ta zadeva, ko bi se začel, ko bi bili zbrano dovolj zaključil predkazenski postopek, če res teče, tako kot mediji. To bi pravosodje potem seveda, pač po poslovniku piše, da more organ, ki bodi si nekoga pridrži, bodi si poslanca, bodi si začne kazenski postopek, more o tem obvestiti državni zbor. In državni zbor mora o tem odločati. In skratka, ta zadeva bi zagotovo ne šla mimo, zato ker v državnem zboru imaš ti, tudi če nekateri bi potegali s Prednikom, zagotovo del ne bi. In 90 poslancov o tem bi vse vedlo. In to bi ven prišlo. In ta zgodba bi bila težka. Glede tvojega vprašanja pa tako rekel, ljudje smo zelo kompleksna bitja. In imamo različne odnose. Imamo ta biznis odnos, ki poteka na tej poslovnem nivoju med mano, tabo in tako naprej. In imamo intimno partnerski odnos, kjer pride ven vse neke tvoje osebne travme ali pa v partnerskem odnosu dveh ljudi in tam si ti lahko zelo drugače. Je doživlja zelo drugačne stiske, te zgodbe so zelo drugačne in lahko pač čist drugače funkcioniraš v nekem intimno partnerskem odnosu, kot funkcioniraš na nekem biznis modu, kjer te stvari ne toliko dotaknejo. Tako da to je vse, kar bi jaz o tem rekel in je čisto logično, da lahko pač nekdo, ki z njim ni bil v intimnih odnosih, ne nujno, se pravi, takih tesnejših odnosih, tega ni zaznal. Pač to tako je, pač to vsej,
Ja, v tem sem se spomnil, sam dam besedo na tisto zgodbo z Aurelijem Jujem. V leti 2005 se je to zgodilo, oziroma 2004, in ko se jaz takrat opisal na Slovenskih novicah, in ko sem kasneje govoril z Miranom Potrčkom, me tudi takrat zanimalo, kako to njegovi kolegi v SD-ju niso vedeli, ampak potem je kasneje pokojni, zdaj že pokojni Miran Potrč povedal, rekel, mi smo se veliko krat v poslanski skupini v ponedeljek pogovarjali, kaj smo kaj počeli čez vikend, ne, vsake, en je rekel, en je bil nezleto, in tako dalje, na Aureliju, jaz sem pa veliko seksov, ne. In smo se vsi žali, vsi so se žali, če potem ni pil, ampak potem se je izkazalo, da je tole res. Ja. Lej, zanimivo je ta zgodba Janja Prednika pravzaprav od heroja do bedaka, ne, v parih letih. Ne. Ja, vse je zgubil, neverjetno. Od heroja do bedaka, kjer je veljal za kader, ki bi bil potencialno lahko novi predsednik SD-ja, pa se je takrat sam umaknil, po mojej oceni prehitro, ker je imel realno šanso, da bi takrat on postal predsednik. Pravzaprav je bil koristen SD-ju v tistih svojih koncih, je vedno lepo število glasov. Največ glasov je dobil, ne? Ja. Celo več kot Matjaž Han. Prav, deloval v javnosti zelo zmerno, zelo, bom rekel, ne, ampak to je to, kar Peter pravi, ne? To so zdaj neke zgodbe, kako je nekdo, kako se predstavi kot politik, ker je tendenca, da si všečen, ne, in kaj se tam za 4 zidovi pač dogaja in kaj ga je sploh napeljalo k temu, ne, da se to dogaja. Hkrati pa to, ne, tudi on se s Klakočarjevo pogovarjal o tem, ne, da bi pač naredil stranko novo. Ne, ja, ne. Dobro, ta zgodba... Se govorice, spomniš, da bi Klogaju prestopil takrat, ne, o tem se govori. Te zgodbe s Klakočarjevo so pač take, da zdaj verjetno so tudi na levici ugotovili, pa pri ostalih levih strankah, da tiska se s Klakočarjevo pečal njih ne konča dobro, ne, in zato tudi verjetno jo zavračajo, če držijo informacije, da se je dvojec Golob Gaber želi znebiti, ne, ni za njo nikjer druge več prostora. Ne. Mogoče je tudi to bila potem. Ja, vidim pa, da je tudi ni se znala ona zdaj nekako distancirati, ne, glede na te informacije, ki so pač o njej in Prednik očitno sta imela tam neko razmerje, ne, ampak se ni znala zdaj distancirati, pa obsoditi neko nasilje nad ženskami. Če kdo si jo ti že enkrat na laži dobil, ne, takrat je bila pripravljena javnosti lagati, celo nekega otroka postavljati na pa očeta, pa takrat se spomniš, in podobno, tako da očitno so ji zdaj svetovali, da je bolje biti tiho, ne, da se ne bo ponovno zapletala in da tam pač pleše bela čava in podobno. Koliko pa bo zdaj ta zgodba, recimo? Sem še mogoče ta stavek Bojan, ne. Vse, kar se je pa dogajalo v tej zgodbi Prednika, je pa verjetno še novo novinarsko dno, ne. Ko si ti pravzaprav to že objavljal, ne, lahko rečemo tudi kakšen stavek o tem, in so potem to neki mediji, ki so v koaliciji z Golobovo vlado, ne, in ki so v vseh teh letih kar precej kredibilnosti izgubili, ne, se jih zdaj ponovno bilda, ne, da bojo v predvolilno tekmo kot zavezniki Goloba torej da bi se jih poskušali nabildati na način, da pridejo v to zgodbo kredibilni. Ne. To pa mislim, da je pa... Govori za N1 portalu. Ja, seveda, govorim konkretno o N1 in v Šerugi, ki je prišla gladko na TV in se obnašala, kot da je ta zgodba bila danes tisto jutro odkrita. Ne. Tako da, tudi to je nek pokazatelj, kako revolucija žre svoje otroke na levim, pogojno rečeno levem političnem polu, ker se tega nesrečnega Prednika, nesrečni v vsakem primeru, ne, se ga izkorišča za poskus vračanja verodostojnosti nekemu mediju, ki pravzaprav ne samo v Sloveniji, ampak po celem Balkanu to verodostojnost in to neko dobro ime izgublja. Ja, jaz sem potem tudi pri teh izvornih virih preverjal, kdaj je prišla informacija do N1 in so mi znova zagotovili, da je prišla za mano. Ne? Skratka, oni so informacijo, niso več tedno preverjali, kako je še mislim, da prva, ki sta pisala... prvi sem bil jaz, potem so pa, mislim, da so potem povzeli, nekje se na Twitterju pojavlja, se mi zdi, ta mladi del SDS-a. Mislim, da je, ne vem, kako je šlo, ampak novinarsko vem, da je to, da si bil ti, pa Tanja Brk, pa neki Luka Perš. Ne, Luka Perš je za mano. Luka Perš je potem objavil ime te gospodice. Ampak hočem reči, N1 zagotovo ni bil prvi. Ne, ni bil prvi, absolutno. Hočem reči, jaz sem tudi potem preveril, kdaj so oni informacijo dobili, ker je Katja Šuja govorila, da so več tedno preverjali, pa to ni bilo res. In vprašanje sploh je, to mi pač pravijo ti izvorni viri, vprašanje je sploh, če bi N1 to kdajkoli objavil, če recimo to ne bi prišlo preverjalo. Pazi, on ni odstopil za to, kar je delal
kar je delal, ampak je odstopil zato, ker si to ti objavil. To je žalost. Ja, pri čemer je očitno nekaj časa pač igral to igro, ker je računal, da ne bo pač šlo tudi v druge medije, tako imamo občutek. In tudi v stranki sem imel ta občutek. Ne se ni zgodil, ko si ti to objavil. No, ne veš, kaj se je zgodilo. Razen pač potem, naslednji vikend je potem Aljuš Petinač napisal po meni tudi kolumno, in tudi v tej uri resnice je bilo nekaj govora o tem. In potem se je ampak skratka, hočem reči, zlorabil se je nekega ideološko, torej človeka, karkoli je že počel, ki je ideološko blizu N1, zato, da se bilda N1. Zdaj ne veš, kaj je večja, kaj grš, ali to, kar je Prednik počel, ali to, kar potem delajo mediji na Predniku. No, jaz sem tudi prepričan, da so vedeli, da je Prednik vedel, da bo na N1 to objavil. In da so tudi v stranki vedeli, so znotraj koalicije vedeli, zato je on tudi tako hitro odstopil, ker ne je mogoče, da bi se nek politik odločil za odstop za poslanske funkcije v nekaj minutah. To je nemogoče. Veš, kako gre lahko? Mislim, pač koliko poznamo razmere. Tukaj po mojem več stvari se lahko začne prepletati. Najprej ti si objavil, ko objaviš, posamezniki začnejo poizvedovati. In te stvari prej ali slej do teh informacij. Ja, se to razumem. In med tem posamezniki lahko nekdo, ki jim je tudi nespremljivo in reče, da to je treba rešiti v ozadju. To je prva stvar, ki začne dogajati. Druga zadeva, glede na vse, kar je prišlo v javnost, odvetnik, se pravi njegove bivše partnerke, vsaj kar je povedal, če jaz prav razumem, je bil sprožen kazenski postopek. In prej slej ti nekdo reče, tu bo prišlo v državni zbor in skratka, neodvisno od tega, ali prišlo ven, tu bo ven udaril. In tako zgodbo ti moraš zapreti. Moraš jo zapreti, ker ta zgodba je najprej, ne da je večja od posameznika, tu je večja od sistema. Se pravi, če te zgodbe SD ne bi večja od sistema. Mislim, od stranke recimo. To je zgodba, ki je lahko rata večja od Litijske. In potem to je moja interpretacija. No, to, da bo zgodba večja od Litijske, sem že jaz ne bo večja. Zdaj mislim, da ne bo. Aha, okay. Do tega. Tega še pridemo, ampak če na zgodbi neumno ustrajaš. In sem siguren, da v ozadju se je iskal način, da se zgodba zapre. In kako se zgodba zapre, se vedno tako, da se opravi neke pogovore v dogovoru z nekim medijem, in se to da ven, ve se, kdaj se da ven in ve se, kaj se bo naredilo na minuto natančno. Samo tako lahko tako zgodbo zapreš. Zjutraj nekdo, jaz mislim, tukaj niti ne gre, jaz čisto ne strinjam zmeraj, da gre za bildanje medijev, gre za zapiranje zgodbe. In zgodba se zapre tako, da nek medij, ki mora biti relativno velik, in mora biti pripravljen k temu sodelovati, da zgodbo zjutraj ven, čez 1 uro sledi odstop, zvečer pride urednica tega na nek od 2 na nacionalko in pove, da ta zgodba je danes zaključena in zjutraj se zgodba ugasne. In to je to. To je še večja sranja. Za nek politični, se pravi, da so oni v resnici. Ta zgodba se bi lahko širila tudi na to, v končni fazi. Tudi na drugi akterje na levem političnem polu. Omenil si sam Urško Klakočar Župančič, da je bila v kontaktu z njimi podobno. Potem je N1 naredil uslugo svojemu političnemu polu in zaprl zgodbo s tem, kakor so jo pač zaprli. Ena stvar je, v resnici je to osebna zgodba posameznika. Jaz tudi tlele mislim, da ne hoče več, Miran verjetno pozarja na to precej nenavadno dejstvo, da je šlo to v portal N1. Ja, ker bi šlo to v kakšne bolj učinkovite medije, na eno televizijo. Če bi bila ta logika, potem bi to pop recimo objavil, ker je pa udarno. Tako da nisem čist prepričan, da je ta zgodba. Ne, tle se ne strinjam s tabo. Zakaj ne? Ker N1 je v osnovi pisan medij, ne vem, ko bi temu rekel. Ja, razumem. In take stvari daš ti čez medij, in v bistvu, po mojem, pustimo zdaj Sjol, ampak daš v tekstovni obliki. Ne daj Bože na pop. Na popu moraš ti imeti akterja, ki bo nekaj povedal. Si Prednik pop ni primerna zgodba za to. Se pravi, nobena televizija ne delaš tega razen... Če se ne bi ona odločila, da bi govorila za kamero. Če bi šla ga ona sesuvati, ali če bi on hotel se prikazati kot, da bi hotel odigrati nek svoj lik in bi imel nek čustven pogovor z nekom. Tu delaš potem na televiziji. Sicer pa take zgodbe, kako ne daš tega ven, tu daš ti ven čez upisni obliki. In tukaj je na ena idealen. Zdaj, potem pa seveda lahko je tukaj še Sjol, ampak Sjol nima... Sjol je že bolj opredeljen. Nima toliko poglobljenih člankov, pa je pa še vprašanje, kje... Prijelo se ga je pač to, da je Golobov medij,
Mislim, to je čisto golobomedicijo, ampak ena še vedno igra, da ni golobomedicijo. Drugo vprašanje pa, kje imaš ti nekoga, ki mu zaupaš kot novinarju, da ga pokličeš, rečeš, dej posluš, kako je pa mi tu speljali. To je pa lahko čist stvar osebne mreže. Se pravi, imaš pač telefon in komu v tistem trenutku ti rečeš, njemu bomo šli pa tu zaupati. Peter, lahko da, ampak jaz vem to v širšem kontekstu, kaj ena v širši regiji pomeni ta moment. Ena pomeni težave in pa, bom rekel, zgubljene verodostojnosti. Ne? In taka zgodba zagotovo lahko dvigne med gledalci, poslušalci, bralci, dvigne mediji na neki nivo, tako rating medija. Iz tega aspekta jaz gledam, ker ena pravzaprav tone v celi regiji. Ne? Poskušajo ga res tlele v Sloveniji držati na nekem nivoju pomembnega medija. Ne? Verodostojnega medija. Oni so štartali z ambicijo, da bodo vodilni mediji v državi. Oni so štartali z ambicijo, da bodo v kratkem prvi mediji. Tako da, veš, tle lahko, mislim, to so zdaj špekulacije, ampak sestavljanka tega je v kakršnemkoli obliki, oni so se pokazali kot zelo nekolegialni, pravzaprav lažnivi mediji, ne? Ker svojo neko ponovno prepoznavnost dvigujejo na lažnih informacijah, vsaj kar se tiče virov te zgodbe. Ne? No dobro, oni so pač povedali, so pravili, jaz mislim, bolj problem so bili, mislim, da je nacionalka, ne, ki reče, da je pač prvi poročal nekdo, ki ni prvi poročal. Ne. Tu je nacionalka, mislim, naslednji dan rekla, kot je prvi poročal NN. Ne, isti dan so to govorili. Ali pa isti dan. Skratka, planet je to izjavil. Tukaj je bolj problematično. Ja, ampak oni bi se mogli seveda na prvi vir, no? Se to pravim, tukaj ne govorimo, tudi ena se bi mogel sklicati za prvi vir. Ampak dobro, vedo konca. Mislim, zdaj ne vem, jaz ne poznam dinamike na ena, ne, je sicer govoril... Predvsem bi pa mogla STA to narediti, neko slovenska tiskovna agencija. Zdaj pa na ena, vsaj zapisal, jaz ne vem, kaj se je res dogajalo, ne, da so začeli te pogovore že avgusta. Mislim, da nekje sem zasedil gledal. Še Uga je pač na televiziji rekel, da so oni neke prve informacije dobili avgusta. Tako. Zdaj, a so tu hoteli pokrivati, da so te preskočili? Verjetno, ja. Jaz tega zdaj ne vem, ne, ampak tukaj je zdaj težko sodam, ker čisto vseh stvari pač tega ozadja ne poznamo. Jaz sem šel potem gledati moje zapiske, ne? Moje zapiske sem šel gledati in sem pač potem šel tudi prečekirati te vire, ki so pač omogočili objavo te zgodbe in viri so mi zagotovili, da je zgodba na N1 prišla za menoj. Ne? In to je pač za me neko dejstvo. Zdaj lahko pa oni pokažejo javno, da imajo neke dokumente, ki to demantirajo. No, skratka, če se vrnemo na to osnovno temo, jaz mislim, da je to velik udarec za SD. Ne? Jaz mislim, da je to velik udarec za SD, reakcija je bila, kakršna je bila, jaz mislim, da je bila pravilna, ne, da so tudi se distancirali od tega početja v smislu, da ga niso poskušali zaščititi, braniti in podobno. In očitno vejo nekaj več, kot vemo o njimi. Ja, Han je deloval precej, tako bi rekel, celo malo deprimiran. No? Tako da je pa absolutno to pri teh odstotkih, ki jih SD dobiva, velik udarec za njihove ambicije na volitvah. To pa če gledamo pa politično, da spustimo ob strani, kaj je naredil, ne? Da gledamo strogo politično, je pa to velik udarec za SD. Zdaj tako je, udarec za SD bi bil, če bi se nekdo kasneje razvil zgodbo, da je SD vedel in gledal stran. In da se tu nimamo še tega, ne. Tu je moj pogled na stvar, ne. Se pravi, moj pogled na stvar je tak, ne, da zgodba nekega posameznika, ki se je relativno hitro zaključila, ker kakor sem prej rekel, tu je šlo za neko intimno razmerje in sem prepričan, da tu je zgodba teh dveh posameznikov in prednika in njegovih partnerice ali partnerice. Ja, v bistvu partner, ker se zdaj pojavlja še tretja oseba. Ampak glej, to je res, ampak ni sistemska zgodba v smislu politične sistemske zgodbe, kot je bila Litijska, ne? Kjer si imel ti neke akterje, ki so se čez to financirali, ali pa so bili vsaj sumi, kjer se odpirala vprašanje, ali se morda celo stranka čez to financira, ne? In zgodba je zdaj zaprta in moja ocena osebna je, škoda bo omejena na to, kolikršen je bil vpliv prednika na volivce v njegove volilne enoti. Se pravi, če zaradi tega SD ne bo dobil nekaj glasov, ker so ljudje glasovali osebno za prednika in verjamem, da ne bo kandidiral, ker je nemogoče, da je potem kandidiral, ne?
potem je, to je moja ocena škode. Lahko se motim. Ne, veš, kje je tu malo sistemska zgodba. Sistemska zgodba je malo v tem, ker je res, tako en del kampanje je SD, kot večina teh levih strank, gradil na tem, odločnemu nasilju nad ženskami. Ampak oni so zgodbo zaprli z tega stališča. Razumem, ampak imeli so pri sebi politika, ki je bil celo njihova zvezda, ki je to očitno ves čas počel. Tu se potem pokaže neka taka moralna razgradnja med tem, kar govorijo v javnosti in med tem, kar v resnici počnejo ti politiki. Peter v tem, bom rekel, čist naivnem pogledu ima prav, da verjetno SD ni vedel in podobno. Ampak ne vem, če ni vedel. Medijsko je pomembno samo, kaj pride ven. Samo tu. Ali bo tu prišlo ven ali ne. Je pa tudi zanimivo, kako so mediji tokrat izrazito poudarjali, da je SD hitro zaprla zgodbo. Ampak poglej, mene človek, ki je v tem parlamentu presedel, ni aktiven več, opozarja, da v parlamentu so redke stvari skrite. In konec koncev, on je imel neke afere z ženskami v parlamentu, z neko svetovalko, celo SDS. Zdaj, a veš, to niso neke stvari, ki so skrite in verjetno tako, ker niso skrite, te parlamentarci in strokovci več v tem lahko povejo, ampak definitivno. Se vse informacije o boju Zuljeno in Urški Klakočar Zupančič, tisti šampanjci in pisarni, to so prišlo iz državnega zbora. To ti hočem reči. Nekaj prišlo iz policije, nekaj pa iz državnega zbora. Ampak še to ne. Če je to res, kar zdaj ti govoriš, ali pa špekuliraš, potem bo to prišlo ven takrat, ko bo najbolj neugodno. To pa drži. Ker še neki zadeve, ki so zdaj prišle ven, tudi če bi bile recimo bolj pogumne za SD, kot jaz mislim, da je bile, je zdaj super. Zakaj jaz mislim, da je začel Robert Golob svojo KPK zadevo zdaj komunicirati? Ne, ko bi prišla javna odločitev, ker je dovolj dovolitev, ker razviješ rezistenco ljudi na to, ker lahko narediš damage control. Skratka, če nekdo ve, da je SD vedel in je prednika pred tem ščitu, sem prepričan, bo prišlo to ven takrat, ker najbolj zlučujoče, to je 2 tedna pred volitvami. Bil je pa to fantastičen damage control za Golobovo zgodbo z KPK-jem. Ki je bila takrat skoraj na višku in se je tudi nehala. Pričemer se meni zdi tako, glede na to, da je to resnična težava, ne bi želel tega banalizirati na to, da je to politično motivirano. Iskreno sem pogledal vse, kar sem prebral o tem, bi rekel, da stvari nekako stojijo. Moj oseben vtis je v takih situacijah, nekdo poskuša prikriti svoje dejanje s tem, da govorim splošno, ne želim zdaj iti ad personam, ne zdi se mi to zdaj primerno, ker so občutljive zadeve. Da drži žrtvu v strahu, bodi si s tem, jaz imam imuniteto, nič mi ne moraš. In morda je tudi s tem potem pripomore, da tu pride v javnost, ker žrtvu v svoji stiski ne najde drugega, kot da gre v javnost in zgodbo zapre. Ker, če si ti ujet v tako situacijo nasilja, ne moreš drugega narediti, kot da greš na najšibkejše dovolj močno orožje. In javnost pri primeru politike je to orožje. Kaj bi se zgodilo v tem primeru, da pa recimo takrat 1. oktobra, ko sem jaz objavil članek, to ne bi bil prednik, ampak bi bil, ne vem, recimo Daniel Krivic. Zagotovo ne bi bilo, se pravi, zagotovo ne bi bilo s tako občutljivostjo tu predstavljeno, pri čemer jaz, ne glede na to, ocenjujem, da je bilo to primerno predstavljeno in da tisto bi bilo neprimerno predstavljeno, ker je prav, da se te zadeve, ko se doseže politični učinek, umaknejo tja, kamor sodijo. Sodijo pa na tožilstvo in policijo in določenem delu na psihoterapijo. Na to dvoje. Jaz imam tle eno repliko do Petra. Peter, če so oni pripravljeni lastne ali pa tuje otroke zlorabljati in je en prednik mala malca. Tako da tle misliti, da ni toliko politična zgodba, kakor bi lahko bila, po vsem tem, kar nas je Gibanje Svoboda recimo navadilo, ne vem. Jaz celo verjamem, da moji viri niso iz politike. Verjamem ti, ampak a veš, kdo ti pa garantira, da recimo Gibanje Svoboda zadeve prednik, afere prednik nima v predalu. In so čakali primeren trenutek, ki bi bil tam december, januar, kakor ti praviš. Ali pa 14 dni pred volitvami. Mi ne moramo vedeti. A razumeš? To, da si ti objavil... Celo vrsto afer so imeli v pedalu, ne? Celo vrsto afer, pa hkrati vidimo, kakšen je njihov
moralni sklop, ne, da grejo tudi na tuje otroke, ali pa če pogledamo tisto varovanje golobov, ne, je tudi izpostavil svojega otroka kot razlog, pa zdaj vidimo vsi, da je to laž bila. Tako da tle jaz ne bi dal roko v ogenj, da ne, politične stranke, ne govorim samo o Gibanju Svobode, smo si na jasnem, lahko tudi na drugi strani, Nova Slovenija, SDS ali kdo tretji, ne, lahko da ima to zgodbo, to afero v predalu. Ne. Dobro, pa bi jaz predlagal, da gremo na dogodek, ki se je zgodil prejšnjo sredo, Prebiliča, tudi na P, ne? Ja. Kongres. Zdaj, končno je Prebilič po vseh teh mesecih pričakovanj in tako dalje uradno vstopil v pač domačo politično areno, naredil je stranko, ki se imenuje Prerod, jaz to malo težje izgovorim, ker imam pač govorno napako, ne? In ves čas sem to besedo mešal z besedo preporod, ampak vse ima podoben pomen. Bil sem na kongresu, tako pač par stvari bi lahko povedal, potem kasneje v debati, ampak tako sem imel nek občutek, za začetek, za štart, ni bilo nekega takega blaznega hajpa, takega frenetičnega vzdušja, kot je bilo recimo takrat, ko se je ustanavljalo Miro Cerar, pa tudi pri Robertu Golobu, tudi pri Zoranu Jankoviću, tako neko neko frenetično vzdušje je bilo, ker so prihajali neki drugi novi levi obrazi, tukaj je bilo tega tako manj. Malo tišji vstop je bil. Malo tišji vstop je bil, pa precej je bilo vse tako nekako tehnično korektno izpeljano, nič pa kaj tako bom rekel dramatično, v smislu tega takega nekega vzdušja in pa scenarija. In druga stvar, ki me je presenetila ta kadrovska sestava, vse me je to malo presenetilo, tako veliko je reinkarnacija LDS-a, niso novi obrazi, so stari obrazi, to je tudi pač priznal Prebilič v svojem govoru, Mi je pa to, bom rekel, kot tretja stvar mi pa zanimivo to, da je nek politik danes, ko je ta estrada v bistvu preplavila politiko, reče, on bo pa zdaj dolgočasen, Jaz bom vodil dolgočasno politiko, sicer atraktivnost se bo ukazala pri iskanju rešitev, ampak moj politični slog je dolgočasnost. Ker tega to redko, kater politik zdaj pač zase reče, recimo, da bo dolgočasen. Golob in ekipa so nas pripeljali do tega, pa še to, da je bila, ne vem, zadeva, običajno so ti kongresi ob sobotah v Ljubljani, ta je bila pa v sredo zvečer v Kočevju. Če si jaz lahko vzamem besedo. In ti bom še nekaj, moram povedati, ko sem šel o 8:30, je sicer dvorane, sem šel, predno se je ta zakuska končala, tako da sem imel med redkimi, ki sem šel ven in sem imel tam 300 metrov do avta, to je malo izven centra Kočevja, in nikaj tako, je kar malo scary to Kočevje, zlasti, ko veš, te zgodbe so nazaj, pa tako dalje. Zdaj ne vem, koga se bojiš, lahko se medvedov lahko bojiš. In ko prideš potem proti Ljubljani, mi v Ribnice se šele malo vdahneš. Lej, to, kar si omenil, to dolgočasnost, zdaj Golob in ta ekipa, ta falanga Turbo Folk nas je, ali pa nam je predstavila neke viške tega političnega, takega političnega delovanja in vsak, ki bo, ne vem, 2 koraka bolj primeren, ali pa zmernejši, verjetno lahko zanj rečemo, da je dolgočasen. Meni je ta politika všeč. Tak vstop v politiko. A ta napoved dolgočasnosti? Lej, enostavno, a veš, a ti želiš očarati z Turbo Folk pristopom, ali boš to formalno spelil na nek eleganten način in potem z dejanji pokazal nekako, da si prepričljiv. Je pa to direktni atak na Goloba, Ja, jaz upam. Ker zdaj Janši težko učitaš estradništvo, Janši težko učitaš, on tudi ti ni tak tip. Ja, skratka, tu gre direktni atak na Goloba, Zdaj, jaz upam, da gre tudi v tem vsebinskem smislu, da se, zdaj, ko mantro že ponavljam, mi se moramo znebiti Golob Jankovićevega režima, ker ta režim, in to mora biti za pogojno rečeno levi politični pol in za desni politični pol, pogojno rečeno, mora biti prioriteta. Prebilič ne skriva ambicij, da je on prvak na levi sredini. Vse drugače niti ne bi šel verjetno. Tudi te ljudje, ki so zraven, nekateri pravijo, da so se iz naftalina potegnili, lahko da. Ampak vendarle neko vrednost te ljudje imajo, ali pa neko politično kilometrino, pa naj si gre za bivšega ministra v Janševi vladi, zdravstvenega poklukarja, ki ima na tem izvršnem, sploh on je imel kar velik dela v tisti vladi, ali pa če govorimo o ne vem, Goluboviću, Vučku, tem, bom rekel, tem kadrom, ki jim ti praviš, reinkarnacija LDS-a. Vsekakor ima vsak svoje vrednosti, pa seveda tudi minuse. Zdaj, kako bojo potegnili to iz sebe ven, na kakšen način, kako se bo to manifestiralo, kakšen prostor medijski bojo imeli,
kaj se bo Kučan odločil, govorim vse iz aspekta levega političnega pola, ne? To so vse neki momenti, ki bojo odločali o uspehu gospoda Prebiliča. Jaz imam seveda do določenih imen tukaj zadržek. Ne? Do tega bi še pol prišli. Ja. Mislim pa, da imam močnejša imena, zdaj, tako, po imenih ima Prebilič močnejša imena, kot jih je imel takrat Robert Golob, ko je vstopil v politiko. Ne? Absolutno. Ne? Izvoli. Ja, glej, prva stvar si rekel, da ni bil nek tak spektakularen kongres. Ne? Ampak tukaj kaže Prebilič, da je z dejanji usklajenim besedami, ne? Ker on je rekel, politika ne sme biti spektakel. Ne? In v tem kontekstu je speljal tudi kongres. Ne? In zdaj čisto iskreno, ne? Jaz mislim, da tu ne gre samo za napad na Goloba, upam, da gre za politično strategijo. Ker jaz mislim, da tu je res. Jaz tu podpišem. In to, kar je on govoril, ne, da se pravi, da politika mora delovati v ozadju kot logistika, da ljudje ne vejo nič o politiki, jaz tu podpišem. Ker tu sklada tudi z mojim pogledom na delovanje države, država naj bo servis državljanov, se pravi... To je zdaj neka vse teorija. Ne razumem, ampak lej, vsaj nekdo je to rekel in povedal, da bo to zasledoval in ne samo, da je to rekel, je tudi kongres izpeljal v tem nespektakularnem stilu. Zdaj, druga stvar, ne, in tle... Če pa prišel je z ženo, ne, to zdaj vidim, tudi Janša je takrat na kongres prišel z ženo. Malo tradicionalnosti je v... Kako? Ni pa tisti fanfal, ne, Bela čao. Ja, Bela čao pa ni bilo, ja. Lej, sreda, ne? Sreda zvečer, ne? Jaz mislim, da je to kaže na to je bilo po mojem premišljeno zbrano, bom povedal zakaj. Najprej kaže na to, da ta kongres ni želel biti nekaj spektakularnega, želel je biti dvoje. Najprej formalno zadostiti pogojem, kjer izvoliš predsednika, postaviš organe stranke in to moraš narediti na kongresu. Za razliko od Svobode so bili sklepčni. Ja, ne, samo vsak ustanovni kongres je sklepčen, ker so vsi člani tam. Vučko, ki je vodil kongres, je pohvalil. Ja, razumem. In soglasi so bili. Stari Miličar je zadostil. Tukaj mora biti pa formalnim pogojem. Predsednik DVK-ja bil, vendale. Jaz mislim, da tudi prvi kongres Svobode bil sklepčen. Se pravi, zdaj, a bo sklepčen, če hočemo vleči usporednico, moramo počakati 4 leta in potem nov kongres. Ampak šalo na stran. Zdaj, se pravi, najprej formalno izpeljano in druga stvar je, da se to lansira v medije. In če hočeš ti nekaj lansirati v medije, narediš to med tednom. Ne? Ker v soboto si izgubil ti glavne večerne oddaje. Se pravi, Pop TV 24 ur zvečer in Odmevov tega med vikendom ni. In tudi sicer ljudje med vikendom niso toliko fokusirani te zadeve, so bolj na lahkotne zadeve, vsi se pogledajo, kaj je na sporedu. Druge stvari imaš ti na sporedu čez vikend na televiziji, ker ljudje tega fokusa pač nimajo. In skratka, tu speleš v sredo in to je speljal vrhunsko, zato ker sicer ti recimo imaš nek pogovor v Odmevih in na 40 zvečer šele v ponedeljek ali torek, ko je to že izvenelo. On je imel pa s tem je dobil 2 dni medijev. In to je bilo po mojem mnenju, tiskamo to svetoval, mu je vrhunsko svetoval. Zdaj, kaj še lahko reče, kdo pa pride v sredo. Ne, kaže na to, da na namen tega kongresa bil dvojen. Prvo, formalno zadostiti zakonskim pogojem in drugo, lansirati zgodbo v medije, ker česar ni v medijih, tega pač ni. In tretja stvar, omenil si kadre. Jaz mislim, da je tako, zelo zanimivo sem, kad te oddaje rekel, da če bo potegnil potezo, bo potegnil tudi kakšnega vidnega človeka iz desnega bličnega pola in uspelo mu pripeljati Poklukarja, ki je vsaj govoril takrat, da je bil minister Nove Slovenije. Meni je to zelo pomenljivo. Ni bil on nikjer v neki stranki. On je bil minister. Mislim, da je bil skote SDS-a. Pohvalil se, mislim, da enkrat on je bil minister v času COVID-a. Že, ampak takrat se ga je uvrščalo, jaz sem šel pol malš. Hočem reči, veš, zadnjič se pojavila naslovnica Mladine. Med desne se ga je uvrščalo. Ne med desne, celo med Novo Slovenijo kot SDS. Zadnjič se je pojavila naslovnica Mladine, nočemo več COVID vlade, takrat Loga Vrtovec pa Janša z maskami, no in zdaj Prebilič pride z nekim sodelavcem iz časov, točno takrat te COVID. Iz tega tudi, vprosim ta stavk, tudi Bertoncla lahko upoštevaš, če bo res zraven, ker on pa tudi ni, bom rekel, popuščal, prost Peter, kaj uletavam, popuščal pritiskom levice kot nadstranke v tiste Šarčevi vladi. Lej, in tukaj se kaže to, da Prebilič, mislim, zdaj jaz to interpretiram tako, zdaj kaj v ozadju, ne vem, bom povedal pa še eno stvar, ki sem slučajno zasadil na družbenih omrežjih. Ampak, da Prebilič absolutno nagovarja
večinsko volilno telo, to je sredinsko v Sloveniji, karkoli že pomeni, lahko zdaj reče, da sredina je prazna množica in tako naprej, ampak Slovenci smo konzervativen, zadržan narod, ne maramo nekih prepirov, ker se itak prepiramo sosedi, ne maramo se še prepirati s politiki in to odlično nagovarja. Ne? In če grem samo še malo na dolgočasnost, pa prijem nazaj na Poklukarja, tudi Cerar je bil v resnici, on tega ni rekel, ker ni bilo treba reči, ampak Cerar je bil izrazito dolgočasen politik. Ne? In je pobral izrazito, v bistvu drugi najboljši rezultat po Golobu, ne? Ker kaže, da samo nekdo, ki, Golob je imel specifično, on je na hype ljudi, ne? On je bil v bistvu karakterno, šel je na spektakel proti Janši, ampak v bistvu ima podobne metode kot Janša. Ker Janša prije tožilstvo, tak ne imenuje, isto Golob, ne. To je treba zrihtati, danes se treba zrihtati, sej, ne, samo da ni toliko učinkovit. Ampak pustimo zdaj to. Skratka, tudi Cerar je bil dolgočasen in pobral izjemen rezultat. In tukaj, jaz mislim, da gre s tem, zdaj pa Poklukarja. Tudi Drnovšek je bil dolgočasen, ne? Tudi Drnovšek je bil dolgočasen in pač slovenski volivec, tisti večinski, ne oni veren v smislu politično veren volivec, ki ima svojega odrešenika in lahko naredijo, kar hočejo, ti so že vsi pač tam, kjer so, ampak tisti, ki odločajo volitve, ljubijo dolgočasne politike. In tak politik se je Prebilič dobro predstavil, to je moje mnenje. S tem, ko je pripeljal Poklukarja, je spet pobral nekoga, če se ga res lahko takrat vrsti iz kvote NSI-ja, ne? Nekoga, ki je z desnega pola, zmirnega desnega pola. Zdaj pa, kar si pa rekel COVID, sem pa pol videl zdaj včeraj. Ja, pa mislim, da se tukaj Poklukar bolj dojema kot Janšov minister, ne to kot NSI, ampak to so neki detajli. Ampak videl sem pa recimo včeraj na enem od družbenih omrežij, mislim bil Instagram, zdaj ne bom trdil, ali pa mogoče bil Facebook, nek story, ne? Kjer je Poklukar in začne se tako in pokaže vse članke z necenzurirano, kaj so mu vse pripisali in se pokaže kot delovnega človeka, očeta 5 otrok, ki gradi hišo in zato torej ne sedi na vreči denarja, ker če bi bil, mislim, da reče na vreči zlata, bi to hišo že zgradil in da so ga stalno napadli, to bolilo in da zdaj se odločil, da ne bo tiho. Skratka, imajo to taktiko, tudi tega, ne, se pravi, da je treba tudi to medijsko agresijo utišati, ne, in oni bodo šli na vseh nivojih na to zadevo. Ne. In to zadevo so po mojem dobro študirali, tudi mislim, da je potrebna v slovenskem prostoru. Ne. In še eno stvar bi tlele rekel, on v resnici, ne, se je opredelil proti vsem glavnim akterjem. Opredelil se je proti Janši in proti Golobu, ne, in proti Levici, ne, in to je tudi po mojem... Proti Levici se je zdaj začel opredeljevati. Ampak to je v resnici politična strategija. Ne. Zato, ker če hočeš ti postati mandatar, in imaš to, da si novi obraz, kaj pomeni novi obraz? On je pač, da prvič vstopaš v državnozborsko politiko. Tu, če je že daj probaval, nisi imel funkcije, torej ne moreš biti odgovoren za stanje v državi, je edina smiselna politična strategija, ne? Volilna, predvolilna, da rečeš, vsi so slabi. Ne smeš pa tega tako reči, ne? Ampak moraš reči, ta ima to napako, skratka, volivcem moraš povedati, to državo so zavozili, zato rabiš mene, da jo bom popravil. Ne? To je edina logična strategija, ki nekdo, ki vstopa v politični prostor, se mora iti in Prebilič se gre veliko lažje, kot se recimo gre Logar, ker Logar vse lahko reče, ti si bil že vse pri Janši. Pri čemer pa menim, ne, Logar ima podobno tole, podobne elemente nagovarjanja, s tem, da se ni, ne, ker zgleda, da vidi se mu, da je bolj izkušen, ni se ujel to, da bi šel že direktno napadati SDS, on zelo se tega izogiba, ne, on drugače sporoča, ne, rabimo tretji pot, pravi Logar. Ne. Skratka, tukaj Prebiliču še malo manjka politične kilometrine v tem smislu, ali pa tistih, če se malo hecamo, ko so jim podelili licenco, so rekli, da je veliko več boš dobil, če boš eksplicitno izključil, na primer. Ne pozabim. Zdaj, ima zdaj on licenco od tega Kučana ali nima te licence? Glej, ne vem, ampak kar sem videl, morda je celo odigral tako, da je na rabi. Ne? Ker recimo, kar je mene presenetilo, da ima zgolj 3 člane v izvršilnem odboru. Ker to je ključno. Recimo tukaj... Za enkrat. Razumem, ampak pazi, tiste druge bo imenoval sam, jih lahko tudi odpokliče. Ker pomeni, on je to stranko, kar sem videl na tem kongresu, mi daje misliti, da je to stranko naredil tako, da je ta stranka on, se pravi, on odloča. To je ključno. Jaz, kot sem slišal, za Cerarja je imel težavo, ker njega so prosili, da gre in je rekel, ampak vse mi prepravite in je spregledal, da on ne odloča vsem in so mu stranko ukradli. In tudi, če je on bil recimo z neko idejo nove etične politike, je ni mogel speljati.
ker ti na koncu, če ti zgravijo stranko neki jastrebi, tega ne more speljati. In tukaj pri Prebiliču ima občutek, vsaj kar se tiče, ima zelo malo ljudi imenovane v neke ključne organe, predvsem kot izvršilni odbor, ki je po mojem najpomembnejši organ, ne? In zagotovo vsas ga pozna, ker so sam trije. In tudi, če bo kakšne še imenoval, jih bo imenoval, ampak tiste, ki imenuje predsednik, jih lahko tudi predsednik, če mu delo štalo, takoj odpokliče. To se celo že govori, da bo nekateri šli ven. Možno. Lej, je bistvena razlika od prejšnjih novih obrazov. Ok, ustaja ti stavek antijanšizma, to je bilo za pričakovati, ampak k temu, oziroma razlika med ostalimi novimi obrazi, zato pravim, je tudi verjetno malo bolj star obraz, kot čist nov, je pa ta, da je jasno povedal, da levice ne vidi v sodelovanju, da je preekstremna stranka in pa, da pravzaprav Kučan še ni vsaj javno dal licence, javno mu pa še ni dal. To je tudi razlika. Tako da je nekako drugače. Zdaj, razen, če ni to neka taktika. Razen, če je to tako, če je to neka taktika. Ampak načeloma on daje občutek, da glede na to, da se je zdaj pa rodil tudi Logar kot politični, torej kot samostojno politično pot, da bo pelil, pa sprememba pri Novi Sloveniji, pa ne vemo sicer kaj bo zdaj, ampak načeloma pušča odprta vrata tudi za sodelovanje z desnimi strankami, pri čemer seveda je v tem stilu antijanšizma pač to rekel, kar je rekel, ampak ni šlo eksplicitno zapirati si vrat, kar se tiče recimo medije leve poslušamo, da je Logar satelit Janše, pričakovano bi bilo, če bi bil Prebilič satelit tega laboratorija, da bi tudi Anžeta Logarja umestil recimo v to skupino. Veš, kje se je pustil priprta vrata in tukaj imam je zdaj pomisle, kaj v ozadju. Lahko je samo lapsus v predstavitvi, ampak recimo zaznal sem to. Rekel je z SDS-om absolutno ne, zaradi koalicijo je v koalicijo. On začel reševati koalicijo. To je super, on je šel na to partnerstvo za razvoj, ki ga je Janša edini do zdaj vzpostavil v politiki. Ampak o koalicijskem sodelovanju, ko je govoril, rekel, za SDS ne, razlog je njihov odnos do institucij pravne države. Poj pa rekel, z Gibanjem Svoboda pa ne samo, če KPK, ki odkrije pri Golobu. Čaki, dajmo mi malo pogledati, kakšen ima odnos Gibanje Svoboda do institucij pravne države. Mislim, Črnčanski sod v njegov krog napada KPK. Skratka, tukaj kaže malo na to. Lena Grgurevič bi dosmrtni mandat podelila zdaj. Tukaj, če bi on zdaj ali ni tega premislil, ali pa si pušča vrata, bom povedal, zakaj odprta, ker če bi tu premislil, bi mogel reči isto, tudi Gibanje Svoboda ima podobne težave z odnosom do institucij do pravne države, podobne, enake težave. Skratka, sem da Janša je pač na tej sceni 30 let in se ti valjda v 30 letih na konto nabere več stvari, zdaj ki modus operandi, ampak Golob ga v 3 letih in pol kar dobro dohiteva. Prehiteva ga in on tega ni rekel in tukaj mi diši na to, da je tukaj v ozadju morda vseeno nek dogovor, spravi on more Goloba premagati, in potem bo on dobil licenco in bo z Golobom šel in bo potem peljal levo politiko. In tukaj je zdaj vprašanje, ali bo on suveren. Razumem. Vprašanje, če bo Golob šel potem, ampak mislim Golob, ali pa z Gibanjem Svoboda, ali kakorkoli. Skratka, on se tle postavil izrazito SDS eno karakteristiko, ki je ni mogel najdeti tako, da je bila drugačna od karakteristike Gibanja Svoboda. Veš, ti, če že tu delaš, moraš biti toliko inteligenten, da najdeš nekaj, kar je loči enega od drugega. Tukaj pa pač po odnosu do institucij pravne države Gibanje Svoboda ne zastoja. Če se ta tvoja špekulacija v neki točki pokaže kot resnična, potem bi bila to prevara volilcev. To je zdaj... In ne prva, ne zadnja. Ne prva, ne zadnja, ampak recimo bi bila prevara volilcev. Ker če mi vidimo 3 leta in pol, kaj se dogaja, in potem bi tle recimo, če bi bilo to ima tle pretinač prav, zakaj bi volili kopijo, če imamo original, misleč na Goloba. Jaz mislim, da smo v teh 3 letih in pol videli ves razkošen talent v narekovajih te Golobove vlade, za katero jaz ocenjujem in jaz ta moment recimo Prebiliču verjamem,
da to vidi kot potencialno zlo za to državo, da je to uničevanje družbe. V nasprotnem primeru, če se je pa odločil, da bo šel na prevaro, da se polovi tiste glasove, ki bojo šli stran od Goloba in se postavi v vlogo priveska, ja, pa ne vem, pa bo pa tudi svojo politično pot zelo malo končal. No. Če smem pa še eno stvar sem opazil, kjer bo viden zelo očitno gradil kampanjo, ker to pa ni bilo po mojem spodrstaj, in to je, se pravi, odnos do nabave orožja. Ne. Tukaj pač tudi slovenski volivec do temu ni naklonjen in na to je šlo zelo močno, on je poudaril ves čas varnost, a ne brez glav kupovanje orožja in tukaj je lovil tudi levico. In je šel na to, da levica je požrla svojo besedo, ker rekla, seveda je, ampak na tem jaz mislim, da bo gradil še velik del kampanje in na to kampanjo lahko pobere tudi kakšnega volivca levice z velikim. Ja, pa tukaj tudi nastopa z te pozicije, strokovnjaka, obogoslovca. Pa ima še grožnjo zelo previdanje. Ja, zelo previdanje. Ja. Zdaj, Miran, poslušaj, ta imena, ta reinkarnacija LDS-a. A je to zdaj pomeni, da so tukaj zraven tudi ljudje, da je to zraven tukaj, recimo tudi Gregor Golobič, Bogdan Biščak, so zdaj v tej zgodbi ti ostanki LDS-a noter? No, saj za prvega... To je Rop, očitno, ki je tudi tam Gregorja, na kongresu. Ja, jaz vem, pustimo ob strani Biščaka, ampak saj za Gregorja Golobiča se na koncu, ko vidimo te nove obraze, na koncu se jaz lahko, pa nisem bil nikoli v prav briljantnih odnosih z njim, kaže na to, da je bil še najmanjše zlo. Jaz se to upam trditi, da to, kar mi dobivamo po LDS-u, od Jankovića, ali pa poskuse, seveda, treba je pa jasno povedati, da tudi Gregor Golobič je bil del tega iz ozadja takrat in podpiral te zgodbe. Torej Janković pa vse danes do Goloba, da to je večja katastrofa, kot je bila LDS, kadarkoli s svojimi kadri. Če je on v ozadju, jaz ta moment ne vem, ampak dejstvo je, da so v tej stranki ljudje, ki so z njim v dobrih odnosih. Tako da, to je zdaj tako, a veš, tudi ta... Če veš, ta Golobič okrog je iskal neko alternativo na levi, ki bi jo dal Jaz mislim, da je Golobič toliko razgledan človek, pa normalen človek, da vidi, da s tem Golobom pravzaprav zgublja levi politični pol. In da levi politični pol, če se želi ohranjati, mora nekaj narediti. Ko pride do tega, da mi ljudje iz levega političnega pola, ki so antijanšisti načeloma, ne upajo direktno priznati, pa so taki, da sej zdaj pa naj Janša dobi vlada, ampak rečejo, sej zdaj pa mogoče je čas tudi za že kakšen mandat desne vlade, pol vidiš, da je ta zavozov, ta Golob Janković, zdaj isti so zdaj dobili Prebiliča. Golob Jankovićeva koalicija zavozila, kar se da zavozati v tej državi. In je mogoče Prebilič poskus reševanja levega političnega pola, čeprav bo to z vsakim dnem Golobove vlade težje in težje. Mogoče je Prebilič še v najtežji poziciji, kot je kdajkoli bil, kdorkoli od teh naslednjih mandatov. Če se spomnimo, vedno je potekalo tako. Nov obraz se je iztrošil, pripravili so nov obraz, stari novi obraz se je prostovoljno umaknil. Ampak recimo, da je nekaj naredil. To je res smešno. Ja, ne, čakaj, bom dokončal. Recimo, mi težko rečemo, da je bila Cerarjeva vlada slaba vlada. Recimo, ni bila tako kriminalna, kot je ta, recimo, ali pa, da niso se dogajale taki vrtički, so se dogajali vrtički, ampak ne spet tok. Miro Cerar je bil mogoče malo bolj naiven, Golob je, ne vem, naivnost ni ta prav izraz. Tokrat imamo pa mi zgodbo, kjer se stari novi obraz iz prejšnjega mandata ne želi umakniti, uničuje zgodbo oziroma državo, uvaža, pogojno rečeno, umazan kapital preko svojega mentorja. In Prebilič ni v lepi situaciji, moramo priznati, da ni v lepi situaciji. On enostavno more proti temu jeti, proti Golobu, prvenstveno proti Golobu Jankoviću. Tako da tle je v drugačni situaciji, kot so bili vsi novi obrazi. Rekel mi je eden od sodelavcev Prebiliča, da je razlika po anketah javnega mnenja, pač
med Prebiličem in Golobom samo še za količino enega Kučanovega intervjuja. Ne? Ja, to tudi jaz dobivam informacije, da je načeloma zelo blizu. 1-2 točke. Ja, da je zelo blizu. In da zdaj vsi čakajo, da bo Kučan dal nek intervju in kaj bo rekel in tisto naj bi potem... Ti smo prevagali verjetno. To je ena stvar. Druga stvar je pa, ko se bo na anketah začel Prebilič približevati ali pa izenačevati za Golobom, se bo začelo pač prelivanje voljivcev, ker slovenski voljivec, ne samo da je konzervativno so prej rekli, se hitro naveliča enega politika, ne? In gre k drugemu, ne? Tale voljivec, ki odloča volitve. Ne? In on lahko, takoj, ko bo to enako, se bo Golobu lahko drastično spremenil trend. Ne? In potem, ko bo Golob v paniki, bo delal še več napak in se lahko to še pojača. Takrat ti ta, bom rekel to, da pač obvladaš medije, nič več ne pomaga, ne? Ne, zato ker pač razen da pač te mediji ne prikazujejo, sam potem pač imaš problem, ker te pač ni, ne? Ampak je pa ne samo Prebilič, ne? Kdorkoli bo nasledil Goloba še v drugi težavi, ne? Tako brezsramno, kot se je kupovalo glasove voljivcev, ne? In kot se je zapravljalo naš davkoplačevalski denar za neke bombončke volilne, ne? Ni počel pa, tu je pa novo v Sloveniji. Ne? In kdor bo prišel, bo podedoval poleg vse te dediščine, da se politika zagablja ljudem, še veliko proračunsko luknjo. Ne? In sklicuje se na bonitetne ocene, ki so itak narejene z zamikom. Ne? Bonitetne ocene, ko bodo padle, in se nam bo dolg povečal, ne vem, Bratuškovem času je bil 7%, ne? Mi ne bomo imeli denarja za plačevati obresti, kaj odplačevati posojilo. Ne? In tisti bo v izjemno težki situaciji in bo mogel delati vse, ki drugega, kot zdaj obljublja, ker bo mogel posanirati državo. Ne? Ja, drži. Skratka, ni v lahki situaciji, boril se bo pravzaprav proti človeku, ki ne želi odideti, ne, kot bivši Novi obraz, ki ima kapitalsko zaledje, ki ima trenutno zaenkrat še medijsko zaledje, ki ima operativno zaledje, ki vidimo, da je brezkompromisno, arogantno, ošabno in pa ne gleda na vsaj minimum moralnega političnega vedenja. In vse to bo mogel Prebilič premagati, če želi primat na levem političnem področju, pa še to potem ni garancija. Ne? Jaz Janšo ta moment vidim, če ne bo velikih napak, delal gladko lahko čez 30 odstotkov. Vprašanje potem, kaj bi druge stranke še prinesle, ki ne izključujejo Janeza Janše. A je zdaj potem njegovem nastopu, še to potem počasi zaključimo, a je zdaj potem njegovem nastopu po vajnem mnenju, zdaj ta tako famozni tretji blok, ne, ki je zdaj bil že skoraj da malo pokopan, se je zdaj spet pokazala kakšna možnost, ali je zdaj ta zgodba dejansko končana, ali kako? Zdaj, tretji blok, po mojem, v predvolilnem času jaz ne pričakujem, glede na nastop Prebiliča, da bi govoril... Prebilič ga več ne omenja? On je zelo pametno, on gre strateško na mandatarsko mesto, maksimizacijo svojega rezultata, ko greš na to, ne delaš bloka, ampak rečeš, jaz sem tista prava izbira in na to gre. In to je edina prava retorika. Vse druge, po mojem mnenju, napaka, ker ti bildaš potem svojega... Sicer na koncu bo to tvoj sopotnik, ampak v predvolilnem času je to tvoj tekmec, sam še nekaj bi dodal namerana, ne pozabimo tudi to, da v tej brezkompromisni bitki Goloba, ne, se bodo kdorkoli prišel, bo imel zaklenjen SDH, se pravi, kar pomeni dostop do državnih financ, financiranja medijev in tako naprej, ne, in bo imel še nek kolhoz, ki se mu reče dovoz, ne, kjer bo tudi noter nek vojaški obveščevalec operative Črnčec, zadeve furov, edino, kar je dobro pri tem, ne, da on po mojem se prodat lahko tudi novemu gospodarju. Ne. Tako da tukaj ni nujno, da bo, se pravi, in to je ta zgodba, ki bo doživel Robert Golob, če bo padel, ne, vse, kar misli, da je on zaklenil zase, ni zaklenil zase, ampak je zaklenil za nekoga, ki bo prišel na njegovo mesto. Še kaj k temu dodal? Ne, mislim, da smo povedali vsem, se pravi, Prebiliča, ali mogoče edin ta stavk, ne? Sta pa z Anžetom Logarjem sta pa zelo dobro, bom rekel, termin sta ugotovila. Se pravi, ta Prebilič jasno, da gre na zmago. Anže Logar kot vidita, ne, pa začel govoriti, da on gre pa tudi na zmago. In bom rekel, se znebi tistih vprašanj, ali greste v koalicijo z Janezom Janšo. Tako da zelo premeteno. No? To sem hotel pa še še to, no, zvez z Logarjem, bo zdaj, kaj on bo rekel, tako malo bolj izostril retoriko, v smislu te, jaz grem tudi na zmago.
Kdo, Logar? Logar, ja, zdaj. Logar zdaj to že nekaj časa... doslej ni bilo tako. Če se pa motiš, zdaj zadnje izjave Logarja so zelo jasne, vsaj en mesec že govori o tem, da se on ne bo opredeljeval, s kom gre v koalicijo, da gre prvo na zmago in potem se bomo lahko pogovarjali o koalicijah. Ne bo padel na to finto, ali greste v koalicijo z Janezom Janšom. Zdaj sploh rekel, da itak je Janša, zanikal možnost koalicije z Logarjem. To sem videl, da je zadnjič izjavo. Tako da Prebilič pa tudi, Prebilič bo pa, se pravi, mogel bo zdržati pa ta uvodni pritisk, oziroma uvodni, se to bo kar trajalo do volitev, ker se jih bo pa iz tega Golobovega kroga po moje sekal. Ampak zdaj imamo v bistvu 4 politike imamo, ki bodo zdaj pač šli na to, da so mandatarji. Tako je, in to bo izjemno zanimivo. Tega še ni bilo. Ampak vse je logično, zakaj je do tega prišlo. Zato, ker nikoli ni prišlo do te pomladitve slovenskega političnega prostora, govorimo predvsem na desnem polu, in to se zdaj po biološki poti se to je neubranljivo, ti ne moraš 30 let biti nekje, to je biološko neubranljivo. In tu se prej, zdaj se bo to zlomilo. Zdaj razumeš, zakaj sem pred tedni v vdaji rekel, da ne izključujem pa tudi, da bo Golob v tisti ponedeljek pred Cvilu na Trstenjakov fehtati za koalicijo. To si rekel že prej časa. Dobro, Miran, pa Peter, najlepša hvala. Mi se znova vidimo prihodnji torek v novi uri resnice, takrat bo se z nami Boštjan in Turki pa Sebastian Jerefič. Za temo se bomo šli odločili, do takrat pa seveda se veste, kjer je Bojan tudi Požar.